april, ki mu radi pravimo kar mesec knjige. Letošnjega, še posebej lepo pozdravljamo, se mladinski oddelek naše in vaše knjižnice praznuje svoji prvih 20 let. Ob tej priložnosti v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter podpori občine Brežice in Celjske okoljske družbe pripravljamo današnje predavanje o učenju branja. Menimo, da je slednje eno najpomembnejših orodij v življenju vsakega izmed nas in si želimo, da nihče ne bi bil prikrajšan za super moč branja. Med nami pozdravljam Matejo Cvet, specialno pedagoginjo, ustanoviteljico Zavoda Mala šola in avtorico priročnikov Beren z vidom, ki se pri svojem delu osredotoča predvsem na otroke s specifičnimi učnimi motnjami in disleksijo. Osebna izkušnja slednjo ji omogoča jasen uvid v procese učenja branja. Njen cilj je tam kompleksen proces približati vsem, ki se učijo brati, in tistim, ki to veščino učijo druge. Pri delu pa posebno pozornost posveča pomenu razvoja vidnega zaznavanja za učenje branja. Gospa Mateja, v prihodnji uri in pol nam boste z nami delili svoje dragoceno znanje in primere dobre prakse. Rada bi vam prisluhnili, zato vam predajam besedo. Najprej najlepša hvala knjižnici Brežice za vabilo, da sem lahko tukaj z vami danes, pa tudi vam, da ste si vzeli na tak lep dan, na tako lepo sonce čas, zato da se bomo lahko pogovarjali o branju. Tako kot je rekla, moje ime je Mateja Cvet, po poklicu sem specialna pedagoginja, kar nekaj let delam v šoli z otroki, ki imajo specifične učne težave, poleg tega se pa dodatno ukvarjam predvsem z učenjem branja, z disleksijo in v okviru tega sta nastala tudi dva priročnika, Beren z vidom 1 in 2, ki sta namenjena temu, da pomagata otrokom pri učenju branja. Tako da danes bomo govorili o branju, to je moja najljubša tema. Poskušala pa bom predstaviti, kako poteka proces učenja branja, zato da boste lažje pomagali svojim otrokom ali pa tistim, s katerim delate, ki se učijo brati. Ker da bi lahko pomagali in podprli otrokom pri učenju branja, moramo najprej dobro razumeti, kako proces učenja branja sploh poteka. Če boste imeli sproti kakršnokoli vprašanje, dobrodošli, da vprašate, dvignete roko. Meni je zelo všeč, če taka predavanja potekajo kot neka taka delavnica, tako da dobrodošli s komentarji, z vprašanji, mogoče kakšno lastno izkušnjo kar sproti. Če pa bom imel to kakšno daljše vprašanje, ali pa se hotel pogovarjati mogoče v kakšnem izzivu posebej, s katerim se srečujete, pa lahko videti tudi na koncu do mene. Zdaj pa, da se malo začnemo razmišljati o branju. Me zanima, kaj mislite, a je branje pomembno za razvoj človeštva? Kakšna je vloga branja? Ima kdo kakšno idejo? Ja? Zanimivo je, a ne, da če gledamo zgodovinsko, da branje nam v bistvu omogoča, da smo se kot človeštvo, kot kultura začeli razvijati. Toliko hitreje in toliko bolj napredno. Ker dokler nismo imeli branja, kako so se informacije med nami delile? Tako da smo, od ust do ust, tako da smo mogli imeti skupaj. To kar pomeni, da si ti lahko dobil informacije samo tistih ljudi, ki so ti pri blizu. S tem, ko smo dobili pisanje in branje, pa smo dobili tudi to moč, da se informacije širijo širše, a ne po vsem svetu praktično zdaj, pa tudi skozi časovno obdobje daljše. A ne, jaz lahko zdaj preberem nekaj, kar je napisal nekdo 100 let nazaj, a ne, prej pa to ni bilo mogoče. Kar nam je bilo mogoče, seveda, da se zdaj učimo tudi iz vseh izkušenj, ki so jih ljudje pridobili tudi v preteklosti, a ne. Zato v resnici branje je bilo, razvoj branja izrednega pomena za razvoj človeštva. Ampak kaj pa zdaj? V resnici, kje mi dobimo večino informacij, v kakšni obliki, recimo danes? Prek interneta, prek nekih kratkih video vsebin, slikovnih vsebin, zelo malo v resnici informacij še dobimo teh ključnih vsakdanjih preko branja. A pa mislite, da branje zato sploh ni več pomembno za razvoj človeštva? Še vedno je zelo pomembno, tudi zaradi tega, ker v bistvu je branje tak specifičen proces, ki vključuje zato, da mi lahko beremo, bomo potem kasneje pokazala, v resnici angažiramo vse celotne možgane in vzpostavljamo povezave v različnih delih možganov.
In v bistvu skozi proces učenja branja se tudi na nivoju možganov ljudje razvijamo in nam omogoča to bolj kompleksnejše oblike mišljenja. Zato je učenje branja za otroke še vedno izrednega pomena, kljub temu, da mogoče oni lahko dobijo informacije tudi prek videa, ne samo prek pisane besede. Ampak se moramo zavedati, da je branje zelo pomembno tudi z vidika razvoja otrokovih možganov. Ampak ko mi učimo brati ali pa pospremljamo svojega otroka, ko se uči brati, moramo biti pozorni tudi na to, kakšna je naša izkušnja z učenjem branja. Ker način, kako mi poskušamo pristopiti k otroku, je zelo odvisen tudi od tega, kakšna je bila naša osebna izkušnja z učenjem branja. Pa vas prosim, če samo za trenutek pomislite, kakšna je bila vaša izkušnja z učenjem branja. Je bilo to nekaj, kar je bilo pozitivno, ali je bilo nekaj, kar vam je bilo mogoče neprijetno, kar vam je bilo težko. Ja? To, kakšen je bil naš odnos do učenja branja, naša izkušnja z učenjem branja, zelo vpliva tudi na to, kakšen je naš odnos do branja danes, ko smo odrasli. In odnos do branja, ogromno raziskav kaže, da to, kakšen imajo starši odnos do branja, koliko starši radi berijo, zelo vpliva tudi na to, kako uspešen je otrok v procesu učenja branja. Tako da, kadar se srečujemo z otroki, ki se učijo brati, je zelo pomembno, da razmišljamo tudi o tem, kakšen je naš odnos do branja in kakšna je naša izkušnja z učenjem branja. In ko začnemo razmišljati o tem, kako se otrok uči brati, si mi odrasli to predstavljamo zelo enostavno. V smislu, otrok pozna črke in večina staršev ima občutek, da če bo črke znal prepoznati, to avtomatsko pomeni, da bo otrok že lahko bral. Ampak v resnici je proces učenja branja veliko bolj kompleksen kot samo poznavanje črk in vključuje ogromno enih veščin, ki jih moramo imeti otroka razvite, zato da bo lahko uspešno bral. In jaz bi vam danes rada podelila malo več informacij o tem, kaj vse proces učenja branja vključuje, kaj vse morajo otrok znati, kakšne so predbralne spretnosti, ki jih morajo biti razvite, zato da boste lažje razumeli, kako otroka podpremo pri učenju branja in pa hkrati je to zelo pomembno tudi zato, da boste lažje razumeli otroke, ki pa imajo težave z učenjem branja, pa imajo recimo disleksijo. Tako da na koncu bomo en del posvetili tudi pogovoru o specifičnih učnih težavah in disleksiji in bomo probali dati nekaj osnovnih napotkov za delo s temi otroki in kako jim lahko pomagati. Tako kot sem rekla, odrasli si predstavljamo ta proces kot nekaj zelo enostavnega. Večina staršev, ki nima mogoče iz pedagoške stroke, ima občutek, da je poznavanje črk dovolj, da otrok že lahko bere. Ampak v resnici na to, kako naš proces učenja branja poteka, vpliva kar nekaj različnih dejavnikov. Eno so notranje dejavniki, s čimer mislim na recimo genetiko, na to, kako naši možgani delujejo, kako naši možgani obdelujejo vidno in slušno posredovanje informacije. Ampak na proces učenja branja ne vpliva samo to. Vplivajo tudi zunanji dejavniki, kot so na primer, kakšna je kultura v družbi glede branja. A ne bolj kot je razširjeno branje v določeni družbi, več kot je recimo knjižnic, bolj kot so knjižnice, tako kot imate vi tukaj res srečo, da so vaše knjižničarke tako angažirane in zagnane. Niso vse knjižnice take, tako da mislim, da je to res nekaj lepega, ampak ta kultura v določeni družbi povezana z branjem zelo vpliva na to, kakšen je proces učenja branja pri otroku. Ampak ne samo kultura same družbe, ampak tudi kultura znotraj družine. To ogromno raziskav kaže, da koliko je doma recimo knjig na polici, kolikrat otrok vidi svoje starše, da berijo, kolikrat pogosto obišče knjižnico. Vse to po raziskavah vpliva na to, kako uspešen je otrok pri učenju branja. Tako da to so vidiki, ki jih ne smemo zanemariti. Ampak kaj je še zanimivo? Kot sem rekla, imamo neke kulturne dejavnike, koliko je knjižnic, koliko so knjige dostopne, imamo družinske dejavnike, koliko je branje v družini, ampak hkrati na to, kako se učimo brati, vpliva tudi to, v katerem jeziku se učimo brati. V resnici proces učenja branja ni enak, če se mi učimo recimo brati v angleščini ali pa če se učimo brati v slovenščini. Tukaj gor piše
Ta kompleksnost, se bom sam večkrat bolj zavedela, da kompleksnost ortografije vpliva na to, na kakšen način se učimo brati. Kaj to pomeni? Ortografija pomeni, na kakšen način se govorjen jezik zapisuje. In jezike delimo glede na to, kako kompleksna je ortografija. Recimo, angleščina ima izjemno kompleksno ortografijo, medtem ko ima slovenščina zelo preprosto, rečemo, da je plitov jezik. To pomeni, da je povezava med glasom podčrtno zelo direktna. Torej, vsak glas ima po večini svojo črko. A veste, kako se temu reče po domače? Piši. Tako je točno to. Ja, ti južnoslovanski jeziki sodijo med zelo plitve jezike, ker pravzaprav večino stvari napišemo skoraj tako, kot se povajo. Seveda, določeni jeziki so še bolj plitvi od naših, od slovenščine, ampak na kontinuumu transparentnosti slovenščina sodi med transparentne jezike. Kar pomeni, da otrok je dovolj, ko usvoji črke in se ta povezava vzpostavi, je to iz enega vidika kompleksnosti teh povezav dosti enostavno. Medtem, ko recimo, ko se učimo brati v angleščini, je pa ta povezava med glasom in črko veliko bolj kompleksna. To pomeni, da nima vsak glas svoje črke, ampak da se vsaka črka predstavlja več različnih glasov ali pa kombinacija črk predstavlja posamezen glas in to se vse čas menjava in je nepredvidljivo, in temu rečemo, da je ortografija veliko bolj kompleksna. In kako se mi učimo brati, se razlikuje glede na to, v kako kompleksnem jeziku se učimo brati. To je samo toliko, da si lahko predstavljate, da veste, da recimo, ko se otrok uči brati v slovenščini, vsi naši otroci se učijo brati tudi v angleščini, v šoli, da tega procesa nista čisto enaka in zahteva da različne veščine in spretnosti, zato da je otrok uspešen. Verjetno ste že opazili, če delate z otroki, ko imate svoje otroke, da je lahko otrok recimo uspešen, da se pripravi v slovenščini, pa ima velike težave v angleščini, ali pa celo se včasih zgodi obratno, da nekateri otroci lažje berejo v angleščini, imajo pa velike težave pripravljene v slovenščini. Zato, ker kompleksna ortografija vpliva na to, kako beremo. Kaj je še zanimivo? Tudi to mogoče, da ko se učimo brati v dveh jezikih, kot se otroci pri nas, da obstaja tudi prenos znanja iz enega v drug jezik, s tem, da tukaj imajo naši otroci malo nesrečo, ker je prenos znanja iz manj kompleksnega v kompleksnejši jezik pač toliko manjši. Kar pomeni, da recimo otroci, ki se učijo angleško, bi se lažje učili brati slovensko, ker je veliko manj kompleksen proces. Medtem ko naši otroci imajo ravno zaradi tega, ker je angleščina po kontinuumu kompleksnejša od slovenščine, več težav pri učenju branja, ampak to je to, kar se bomo danes dotaknili angleščine. Ampak se mi zdi pomembno, da tudi vemo, da so tukaj razlike. Kaj je še zanimivo pri branju? Mi imamo možgane, vsak del možganov je nekako odgovoren za določene stvari, ampak branje je pa taka veščina, ki zahteva, da se sočasno angažira več možganskih centrov in zahteva, da se med sabo ti centri tudi povezujejo in sodelujejo. In ravno zaradi tega je proces učenja branja tako kompleksen, ker v bistvu toliko enih veščin zahteva, zato da otrok lahko bere. Če pogledamo določen del možganov, je odgovoren za to, da najprej, ko mi gledamo, prepozna črke, prepozna obliko črke, potem iz drugega dela možganov pride pač slušna informacija in omogoči, da se vzpostavi povezava med glasom in črko, potem spet naprej je treba temu dodati še pomensko znanje, torej ne samo, da ti prebereš, ti moraš tudi razumeti, kaj si prebral, ker kaj je namen branja? In branje sam sebi nameni za to, da mi beremo. Branje je v bistvu veščina, ki jo uporabljamo za to, da razumemo, kaj smo prebrali. In ravno zaradi tega veliko centrov v možganih se mora pri branju angažirati in vključiti, je ta proces tako zelo kompleksen. In če ga mogoče malo poenostavljeno pogledamo, je sestavljen iz takih 4 osnovnih faz, ki vplivajo na to, kako učenje branja poteka. Prva izredno pomembna faza, da imamo malo več časa posvetiti danes, je predbranja faza, v kateri otrok osvaja predbranje spretnosti, pa tiste čisto začetno poznavanje črk. Potem se sledi faza začetnega učenja branja, ko se on uči brati kratke besede, potem se uči brati dolge besede in nato stavke, potem temu sledi učenje tekočega branja, ko začne brati besedila. In zaključna faza je faza branja pismenosti, rečemo, ko otrok to, kar je prebral, lahko tudi
tudi razume. In to je faza, ki se v bistvu razvija potem celotno življenje. Ker tudi mi, recimo, se še vedno učimo razumevanja kompleksnejših besedil. Recimo, če vzamete neko strokoven tekst, strokovno besedilo ga je seveda dosti težje brati kot neko poljubno znanstveno, je res. In v bistvu se moraš tudi priučiti, spoznati besedišče in se v bistvu ves čas razvijamo in govorimo. Tako da učenje branja je iz tega vidika vse življenjski proces, ker se lahko ves čas izboljšuje. Ampak, kot sem rekla še na začetku, v resnici ne poteka vedno gladko, ampak lahko v katerikoli od teh faz ima otrok izzive z branjem, se proces učenja branja ustavi, potrebuje več pomoči, in zato je zelo pomembno, da ta faze branja razumemo, ker samo če v bistvu vemo, kje se je proces učenja branja otroku zataknilo, mu bomo lahko pomagali. A veste, kako se včasih rečejo starši, pa toliko vadimo, toliko se matramo, sploh pri otroci, ki imajo na primer disleksijo, toliko se vadimo, toliko se matramo, pa kar nekako ne napreduje, pa ne napreduje. To je zaradi tega, ker se v bistvu ne naslovi tistih težav, ki so v ozadju branja, zaradi katerih prihajajo težave in potem to vpliva na celoten proces učenja branja. Zdaj pa se bomo posvetili torej branju spretnosti. A veste, če vam tudi v srcu muča slučajno? Super, evo, jaz tudi, zelo rada slučam. In ko starši razmišljamo, recimo, da bomo otroka naučili brati, nam je zelo jasno, da je treba kar nekaj stvari prej pripraviti in da je ogromno predpogojev, zato da se bo otrok lahko začel učiti smučati. Kaj recimo ramo zato, da se lahko otrok začne učiti smučati? Sneg, ja, to je prvi, tukaj nam šepa zadnje čase, to gre vedno na slabše. Kaj še ramo? Trenere nekoga, kar se uči, res je, kaj še? Opremo, ja, in tukaj so opremo, smučke, palce, čelado, kombinezon, fizično pripravljenost. Ja, tudi neko kondicijo, koordinacijo, zato da bomo sploh lahko smučali. Pa klanc. Ja, kaj še? Sneg. Sneg, to je prvi predpogoj, ja. Pa tudi recimo neko potem žičnico, vemo, da je ogromno predpogojev, zato da se bo otrok lahko naučil smučati. No, v resnici je z branjem enako. Branje ima tudi ogromno nekih predbranih spretnosti, ki morajo biti osvojene, zato da lahko otrok se sploh začne učiti brati. In od tega, kako so predbrane spretnosti osvojene, je v veliki meri odvisno, kako bo tekel otrokov proces učenja branja. Kaj pa so sploh predbrane spretnosti? Delimo jih na 4 ključna področja, ki je še več, ampak jaz bi samo tele 4 danes izpostavila. Na to, kako se bo otrok učil brati, v prvi meri vpliva njegov govorno-jezikovni razvoj. Torej, kako se je otrok naučil govoriti, kakšna je njegova artikulacija, to pomeni, kako izgovarja vse glasove, potem tudi kakšen je njegov besedni zaklad, kakšna je njegova struktura stavka, to pomeni, ali njegov stavek, ko on govori, je normalno strukturiran, vključuje vse vrste besed ali vrstnih besed pomešan. Vse to je pomembno in predstavlja temelj. Govorni razvoj predstavlja temelj za učenje branja. Če imaš ti težave na področju govora, potem boš imel posledično tudi težave na področju fonološkega zavedanja, ki je druga pomembna stvar pri predbranju spretnosti. Tukaj bi vas mogoče zagovorila, da otroci, ki imajo v predšolskem obdobju težave z artikulacijo, je fino, da se te čim prej nagovorijo, ker zelo pogosto vodijo potem v težave z razvojem fonološkega zavedanja. Fonološko zavedanje je v bistvu spretnost, ki nam omogoča zaznavati glasove, ki sestavljajo besede. Naš jezik, ko se otrok recimo uči jezika čisto na začetku, najprej začne zaznavati, da je jezik sestavljen iz stavkov, potem da je iz besed, potem da je iz drogov in na koncu ugotovi otrok, da je jezik sestavljen iz majhnih enot, ki jim rečemo glasovi ali pa fonemi. In da mi zaznamo vse te glasove, temu rečemo fonološko zavedanje. Prva faza fonološkega zavedanja je, da otrok sliši, kaj je prvi glas v besedi. Torej, recimo, če jaz rečem muca, bo otrok ga vprašam, kaj slišite na začetku besede muca? To je. No, tako, evo, to je prva faza fonološkega zavedanja, kar se tiče zaznavanja posameznih glasov, a ne prej iz tega zaznava še druge.
Potem pa zadnji glas, srednji glas, to je nekako področje, ki ga še kukar dolgo, ne tudi starši poznamo. Ampak v resnici ima fonološko zavedanje tudi veliko kompleksnejše veščine in dve sta sploh pomembni za branje. In to sta slušna analiza pa slušna sinteza. To pomeni, da je otrok zmožen, če sliši zaporedje glasov, jih sestaviti v besedo. Temu rečemo sinteza. In če mu damo besedo, jo je zmožen razdeliti na glasove, temu rečemo analiza. To pomeni, če jaz rečem Munca, pa vprašam, katere črke bi vi rabili, recimo, da bi to napisali, ali pa katere glasove še na začetku, dokler ne pozna črk, bi rekli, kaj rabite? M-U-C-A. Tako. In če bi jaz rekla, to je bila zdaj analiza besede, a ne? Besedo je razdelila delica na glasove. Če pa jaz rečem H-I-Š-A, kaj ste slišali? Hiša. Hiša, tako. To pa je sinteza. To je, se upravičujem, nisem bilo, da bo to zelo podaljšati, kažem. To sta dve veščini, ki sta izjemnega pomena za branje, ko bomo predstavila faze branja, boste točno razumeli, zakaj. Fonološko zavedanje se razvija še preden se otrok začne učiti brati. In izrednega pomena je, da se razvije vsaj do te faze zaznavanja zadnjega, srednjega, končnega glasu, preden se otrok sreča s črkami. Torej že v predšolskem obdobju. Idealno tudi analiza in sinteza, da bi otrok za kratke besede tu zmogel v predšolskem obdobju, potem ogromno raziskav, če pogledate na tem področju, kaže, da je potem v procesu pismenjevanja teče veliko bolj gladko, če je to usvojeno. Tako da, če imate doma predšolske otroke, vam res toplo priporočam, da se igrate igrice z glasovi, sestavljate besede iz glasov, otroka učite, da besedo razdeli na glasove in tudi, če imate doma otroke, ki imajo težave z branjem, je velika verjetnost, da ti procesi niso usvojeni. Ampak branje ni samo slušna informacija, ampak je tudi vidna informacija. Ko beremo, mi črke gledamo in naši možgani jih morajo pravilno obravnavati, zato da lahko vemo, kaj smo prebrali. Temu pa rečemo vidno zaznavanje. Izpostavila sem nekaj ključnih veščin vidnega zaznavanja. Ena od zelo pomembnih pri branju besedila je vidno sledenje, kako naše oči sledijo od leve proti desni. Recimo, če ima otrok v predšolskem obdobju težave s tem, da sledi premikajočemu predmetu, bo imel tudi težave z branjem, ker branje zahteva nadzor nad gibanjem oči. Pa tudi sposobnost razločevanja, to pomeni, da znašti ločiti med seboj slike, simbole, ki so si podobni, to je izredno ključna veščina za branje. Pomnjenje, da si ti zapomniš tisto, kar si videl, recimo kot pri igri spomina, da imaš razvito vidno orientacijo, to se recimo zelo pokaže pri sestavljankah, zato da ti vidiš, kako boš mogel košček sestavljanke orientirati, in pa dekodiranje, to je pa sposobnost prepoznavanja, recimo, kadar so stvari malo drugače obrnjene, na drugačen način zapisane, da se zmožem prepoznati celoto na podlagi delčka slike, naprimer, če bi vam pokazala samo uho od slona, bi si prepoznali, da gre za slona, če vam pokažem, naprimer, neko struko, veste, kaj so iskanke, tiste slike, iskalnice, ko imajo polno enih detajlov, da otrok znotraj tiste slike zna najti detajle, to spada tudi pod dekodiranje. Poleg tega je pa za razvoj branja zelo pomembna tudi pozornost, torej kako otrok zmore usmerjati in nadzorovati svojo vidno in svojo slušno pozornost. Kako uspe poslušati slušne informacije in kako uspe poslušati in opazovati in slediti vidnim informacijam. To je eno področje, ki po mojih izkušnjah iz prakse se kaže, da imajo otroci s tem usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti vedno več težav, kar posledično bomo na koncu se o tem še malo dogovarjali, zelo vpliva na sam proces učenja branja. Zdaj približno vemo, ampak to tukaj kakšno vprašanje slučajno, vse jasno? Zdaj približno vemo, kaj vse so predpogoji za to, da se otrok sploh začne učiti. Torej, govorimo o fazi, ko otrok ni nujno, da sploh že pozna črke. Vse to se v bistvu razvija v predšolskem obdobju, ko otrok črk še ne pozna. Zdaj pa se bomo pogledali sam proces učenja branja, od začetnega učenja branja pa skozi do učenja tekočega branja. Ne me pa zanima, a kdo pa za nas slučajno tole prebral, se jaz resnici sploh kaj tole piše, ampak pa me zanima, kaj pomeni tu
mogli vedeti, zato da bi lahko to, kar tu zgor piše, prebrali? Kaj bi mogli znati vedeti? Kjere veščine bi mogli imeti, da bi to lahko prebrali? Ja? Ja, črke bi mogli poznati, ja. Ampak je to dovolj, da bi samo črke poznali? Mogli bi govoriti ta jezik. Tako, bravo. Mogli bi poznati tudi besede, a ne? Ker če bi samo poznali samo črke, bi ščrkovali, ampak mi ne bi imeli pojma, kaj je tako napisano. Ne? To si zelo dobro povedala. Mogli bi poznati tudi besede, jezik, mogli bi biti sposobni te črke združiti skupaj, kar je velike enih veščin in predpodobno lahko se znajde, a vi to znate zdaj prebrati? Eni znate. No, večina da ste znali. Ampak pred tako narobe se znajde otrok, ko se začne učiti. To vam pokažem zato, da mogoče si lažje predstavljate, kako otrok gleda, ko vidi napisano besedo, ko včasih rečemo starši, kako ne vidiš, kaj tu piše, tako ne vidi. Zato, ker ne more, ker nima veščin, ki jih potrebuje za to, da bi lahko to besedo prebral. No, poglejmo, kako se sam proces učenja branja zdaj začne. Prva stvar, ki jo otrok osvaja, ko se začne učiti brati, rečemo, da je povezava med fonemom in grafemom, povezava med črko in glasom. Tako ko smo že rekli, pri nas ima vsaka črka svoj glas, oziroma nekatere črke imajo malo več glasov, ampak je to zelo omejeno pri nas v slovenščini. Torej, prvo se mora dobro vzpostaviti ta povezava med glasom in črko, kar pomeni, da mora prvo otrok, ki se možemo vse te glasove izgovoriti pravilno. In tukaj vidimo, da imajo pogosto težave otroci, ki imajo težave z artikulacijo, to pomeni, da ne izgovarjajo recimo šumnikov pasičnikov pravilno, da ne izgovarjajo naprimer r-ja pravilno, da ne izgovarjajo l-ja pravilno, ker potem se tudi, ko se učijo posameznih črk, se črka poveže z napačnim glasom. In potem prihaja do težav v procesu učenja branja, ko imate otrok, ki so težave z artikulacijo. In v tej fazi je najbolj pomembno, da otrok dobro sliši vse glasove in zna tudi jasno izgovoriti, potem pa hkrati, da zna vidno razločevati med črkami in misli, to je dober spomin, da se črke zapomni. Pri velikih črkah, velike črke so malo bolj različne med seboj, medtem ko da pa manje tiskane črke. Manje tiskane črke so si pa predvsej bolj podobne, kot so si velike tiskane črke. Nekatere manje tiskane črke se celo med seboj razlikujejo le po tem, kako je simbol orientiran, torej kako je obrnen. Prej, ko sem govorila o orientaciji, torej, če ima otrok težave s sestavljanjem puzlov v predšolskem obdobju, ne zna na sliki videti, kako mora biti košček puzla orientiran, bo seveda imel tudi tukaj, ko bo poskušal vločiti PPD, težave z prepoznavanjem orientiranosti posameznega simbola in ne bo prepoznal, ali gre za V ali gre za D. Ampak nista PPD edine dva, ki sta si podobne so si še druge črke, naprimer PB, tudi Z otroci pogosto mišljajo zaradi podobnosti, pa tudi S tudi zaradi tega, ker so si zelo glasovno blizu, zelo podobno jih izgovarjamo. Torej, če imaš težave, da ne razločuješ glasov med seboj, potem nekaterih črk v bistvu ne prepoznaš pravilno, zaradi tega, ker ne prepoznaš glasov pravilno. U in A, recimo I-A, M-N, U-V, U-No, spet samo orientiranost simbola. Seveda odvisno tudi malo od pisave, ampak v tej fazi je zelo pomembno, kako ima otrok to vidno orientacijo razvito, da sploh v bistvu lahko pravilno prepoznava črke. No, ko on črke pozna, pa začne brati. In kaj je zanimivo? Da to prvo branje, v bistvu, a mislite, da otrok besedo pogleda, pa ve, kaj piše? Otrok v bistvu rečemo temu, da je to branje fonološko, da je to slušno branje. Otrok črkuje besede, reče recimo A in potem besede združi, naredi to, kar smo se prej igrali sintezo v glavi in potem reče, prav vidite, kako se mučil, muca. A ste pazili, da je to pri otrocih? Oni v bistvu, ko vidijo napisano besedo, jo ne prepoznajo, ne vejo, zakaj gre, ampak jo prepoznajo šele, ko si črke izgovorijo in ko to glasove skupaj združijo, šele takoj na podlagi tega, kar slišijo, potem besedo prepoznajo. Zato je v tej fazi branja začetnega izrednega pomena fonološko uporabljanje. Torej, otrok, ki ne zmore združiti glasov, ki nima razvite te sinteze, ne bo mogel brati. Ni osnovnih pogojev, ne more prebrati besede.
pa, kaj je prebral, ali pa tudi še v drugem razredu. On vse to lepo očakuje, lahko očakovanje to zelo tekoče, ampak sinteze pa ni in v bistvu otrok se ne sanja, kaj je prebral. In tukaj je res, če ima otrok v tej fazi branje težave, je res pomembno, da se vrnemo na fonološko zavedanje in pomagamo razumljenju teh veščin, ki so v ozadju tega začetnega branja. Potem pa postopoma iz tega slušnega branja začnejo otroci zaznavati, da so v bistvu besede sestavljene iz manjših enot, zlogov in jih začnejo počasi združevati. Temu rečemo, nekateri grejo na zlogovanje, nekateri grejo v zavlečenje, oboje v bistvu zahteva to, da je otrok zmožen dve črki skupaj sestaviti in jih tudi artikulirati. In veliko otrok, tisti, ki delate z otroki, recimo v prvi triadi, sigurno veste, da se na tej fazi ogromno otrok za tak. Torej, ostajajo načrtovanja, nikakor pa ne uspejo iti na to, da bi začeli skupaj črke združevati. Zelo pogosto je v zadnju težava, da otrok ne zmore artikulirati dveh črk skupaj, da sploh ne ve, kaj v bistvu mi od njega zahtevamo, oni si iz fonološkega vidika ali pa da vizualno ne zmore tega združevanja in zaznavanja teh manjših vidnih celot. Tukaj jaz res priporočam, če se otrok v tej fazi branja zatakne, da dejansko vadite artikulacijo dveh črk skupaj, da se otrok nauči izgovoriti, ko vidi vidno celoto in zlog, ko. To ni tako zelo enostavno, kot se nam zdi, ta pa je tukaj zakomplicirana, ampak v resnici otroci zelo težko včasih nekateri te dva glasova skupaj izgovorijo in potem, ko nekako to izoliramo samo zloge, jaz sem dan kar v verem svitu dve na koncu, mislim, da je to. Ja, na tak način so koleti prizadej, ko so posamezne črke, torej, da se otrok v bistvu da se otrok nauči prepoznavati posamezne zloge kot vidne celote in jih tudi artikulirati, izgovarjati. Dostikrat je to težava, da ne zmorejo izgovoriti, ne znajo izgovoriti dveh glasov skupaj. Sploh tem otroci, ko so nekaj imajo težave, še pri artikulaciji posameznih glasov, je to še toliko težje. No, ampak recimo, da je otrok vse kar usvojil, potem opazimo, ko se začne učiti brati, da kar naenkrat začne tiste besede, ki se pogosto ponavljajo, izgovarjati kot vidne celote. Ponavadi so to najprej jane in tiste najpogostejše besede do besedilo, kakšna recimo potem tudi muca, juha, te besede, ki se v otroških tekstih najpogosteje pojavljajo. Vidimo, da otrok nekaj časa črkuje, potem pa naslednjo besedo, kot vidi, prepoznajo kot vidno celoto, potem pa spet naprej črkuje. Pri velikih tiskanih črkah je to lažje, ko pa gre na kraju malih tiskanih črk, če pogledate, te besede so si kot vidne celote zelo podobne med seboj. V bistvu ima zelo podobno lahko besede obliko, v resnici pa pomembno čez nekaj drugega. Tako da otrok tukaj prepoznava besede, je zelo pomembno, kako ima razvito vidno zaznavanje. Ko enkrat previdimo iz tega začetne faze branja, v počasi postopoma v tekoče branje, postaja vidno zaznavanje vedno bolj pomemben element in vedno bolj vpliva na otrokovo uspešnost branja. To, kot smo na začetku govorili v prvih fazah branja, na to, kako uspešen je otrok pri branju najbolj vpliva fonološko zavedanje, torej a on v redu sliši glasove ali zna združiti, potem na prehajanje na branje besed, rade srednjega pomena, a on zmore videti, zaznati majhne razlike med posameznimi besedami in jih tudi zaznati kot celote. In potem postopoma začnemo prehajati na branje daljših besed. Kot sem rekla, to začetno branje sem rekla, da je fonološko bazira na fonološkem zavedanju, potem pa, kako pa mi beremo odrasli, kakšno je tekoče branje? Mi besede beremo kot slike, kot vidne celote, oziroma pri branju daljših besed prehajamo na branje manjših enot besed. Torej, tudi vi, če to preberete, v bistvu ne preberete te besede kot čisto celote, ampak si jo razdelite, možgani to naredijo avtomatsko na manjše od, delo, vanje, na manjše enote. In v bistvu za tekoče branje je potem zelo pomembno, da ima otrok dobro razvito to vidno zaznavanje. In ko on prehaja na branje stavkov, ali vidite, to je pa čisto neka druga oblika. Tukaj se pa on mora biti
možen premikati po besedilu iz ene v drugo stran. In v tej fazi imajo največ težav otroci, ki imajo težave z drugim sledenjem. Torej, njihove učke ne zmorejo enakomerno slediti. Če pogledamo tukaj zdaj eno kratko besedilo, da mi to lahko preberemo, morajo naše oči slediti od leve proti desni, od spodaj navzdol in biti zmožne prehajati iz eno v drugo vrstico. A ne tako čisto pavšalno rečemo, da morajo enakomerno slediti od leve proti desni. Ampak veste, kaj naše oči v resnici delajo? 3 različni tipi so prisotni pri branju. Rečemo impresije, fiksacije in sakade. V resnici je branje sestavljeno iz 3 tipov gibanja oči. Eno je, da se naš pogled fiksira na besedo, ki jo trenutno beremo, potem pa oči preskočijo na naslednjo besedo, ki mu rečemo sakada. Isto se zgodi tudi na koncu vrstice, ko moramo skočiti pa naslednjo vrstico. Poleg tega se pa med branjem ves čas pojavljajo še drobni gibi v smeri iz desne proti levi, torej nazaj. Ko prehajamo, sem rekla, ko prehajamo v novo vrstico, a ne se zgodi ta gib nazaj in med besedino ves čas pogledujemo v resnici na besede, ki smo jih že prebrali, ker nam to pomaga pri branjem razumevanju. S tem, ko naše oči skačejo na prejšnje besede, ko smo jih brali, si pomagamo, da lažje razumemo besedo, ki jo trenutno beremo. In raziskave, ki so jih delali, so pokazali, da otroci, ki imajo disleksijo, imajo veliko bolj neenakomerne krive oči, njihove pogled je veliko dlje časa fiksiran na posamezno besedo, večkrat jim pogled snače nazaj, torej v nasprotni smeri branja in se izgubljajo v besedilu. Kar pomeni, ali da ko otroci berejo, seveda to od njih zahteva veliko več energije od otroka, ki s tem nima težav. Tako da zdaj smo lepo vidni prehod, kako v bistvu iz tega fonološkega vidika tukaj postaja vedno bolj pomembno ta vizualna informacija pri branju, ko jih začnemo besede zaznavati kot vidne celote in tekoče branje pomeni, da ti večino besed prepoznaš kot vidnih celot in jih izgovoriš v bistvu takoj, ko vidiš, poveš, kaj si videl, ali ne rabiš več to razdeliti na posamezne glasove. A ste prebrali to, kaj bi še gor? A mogoče kdo ve, kaj ste podala malo zelenjavno juho? Ja, to nas pripelje do tega, da se spomnimo na to, da je v bistvu ta proces učenja branja ni namenjen samo temu, da bo otrok bral, ampak je cilj učenja branja, da bo otrok razumel, kaj bere. Ne samo, da bo znal prebrati, ampak da bo tudi branje dobro, da bo prebrano dobro razumel. To je naš cilj, ko se učimo brati, ne glede na to, v bistvu v kateri fazi učenja, ves čas v bistvu moramo spodbujati tudi branje razumevanje, ko bere kratke besede, ko bere daljše besede, ko bere stavke in ko bere besedila. Recimo v prvi triadi rečemo, da je branje en od ciljev, da se bo otrok naučil brati, ampak takoj, ko gre v drugo triado, je pa v bistvu branje veščina, ki jo mora biti osvojeno, zato da on vse ostale cilje lahko dosega, da lahko recimo napiše, rešuje test, da lahko prebere besedilo, da se lahko uči sploh iz učbenika. Potem branje postane ključnega pomena za otrokovo učenje in tudi otroci, ki imajo težave z branjem, vidimo potem v drugi triadi, da imajo velike težave tudi pri samem učenju, ker vse to pač za njih veliko bolj zahtevno. In me zanima še mogoče kakšno vprašanje glede procesa učenja branja. Zdaj, če malo pogledamo, kaj se tiče težav pri učenju branja, a se vsakako že kdaj srečal s kakšnim otrokom, ki ima težave z učenjem branja? Ja. Zakaj sploh pride do težav pri učenju branja? Imamo več različnih razlogov. Eden od teh je lahko, da ima otrok enostavno šibke predbranje veščine. Torej, da v predšolskem obdobju ni osvojil teh spretnosti, ki so potrebne za učenje branja, ampak ne zato, ker bi imel določene specifike, ampak zato tega, ker recimo, ne vem, prihaja iz tujezičnega okolja, pa ima zelo skromno besedišče, ali
zato ker je imel slabo artikulacijo, pa se tukaj so se stvari narobe avtomatizirale, ali pa zato, ker enostavno tako skromen besedni zaklad, pa malo besed pozna, ker če ti recimo, če se spomnite tam, ko sem imela mulco, če ti ko prebereš, ko si besedo razumeš, če ti te besede nimaš v svojem slušnem spominu, jo ne poznaš, ne boš mogel prebrati. Mi lahko beremo samo besede, ki jih poznamo v teh začetnih fazah učenja branja. Ker otrok, če recimo, to je zelo zanimivo, recimo, če ne izgovarja greja, pa potem prebere greja v A, otrok ne ve, kaj je prebral. Zato, ker besede riba nima v svojem slušnem spominu, on ima v slušnem spominu besedo riba, ker je slišal, tako mamo izgovarja. In potem zaradi tukaj pride do težav. Ali pa ker ima skromen besedni zaklad. Včasih tudi zaradi manj spodbudnega okolja doma prihaja do tega, da je neke manjke v tem obdobju, v predbranjem obdobju in posledično ima težave z učenjem branja. To tudi ni tako zelo redko, tisti, ki delamo na šoli, vemo, da se kar pogosto srečujemo s tem. Prav tako ima pa lahko na proces učenja branja velik vpliv to, če ima otrok odpor do branja, negativen odnos do branja. Če se spomnite malo na faze branja, ki sem jih omenjala, da otrok prehaja iz ene v drugo fazo, mora biti kar precej izkušen. Da mi v bistvu si zapomnimo vse te besede in jih imamo potem shranjene v vednem spominu, moramo zelo veliko brati. In kadar otrok ima bodi si zaradi težav, ki jih ima, ali pa nespodbudnega okolja, se ne bere veliko, nima veliko branjih izkušenj, mogoče tudi starši niso veliko brali, ali pa samo sam zaradi težav takšen pohod branja, posledično toliko dlje časa traja, da se nauči brati, ker morajo besede velikrat videti, da si jih lahko zapomnil. Torej, to zelo vpliva na sam proces učenja branja, pa tudi povezano s tem šibka branja samo vpliva. Torej, otroci, ki se čutijo, da so v branju šibki, ali vi radi delate tisto, kar vam ne gre. Ali se morate prav pomatrati, da se boste nečista, kar je težko. Jaz vam povem po pravici, jaz ne maram delati, ker mi ne gre, se moram malo, rečemo po domače vrtce, da se nečista lotim, kar mi ne gre. In to pomeni, da se po tistih stvari, kar ne grejo, enako je z branjem. Če ima otrok občutek, da mu je težko, da mu je naporno, bo seveda veliko manjkrat posegal po knjigah, manjkrat bo bral, njegove branje vaje bodo krajše in spet posledično bo napredek, kako hitro bo on začel prepoznavati besede kot vidne celote, tako veliko bolj počasnejši. Tako da vse to so neki taki dejavniki, ki lahko vplivajo na to, da se pri otroku pojavijo daljne težave, ki pa niso nujno povezane z nekimi specifičnimi učnimi težavami. Tako da te stvari se ponavadi, če so pravočasno naslovljene, od ustreznih podpori, kar hitro dajo potem nekako rešiti, pa nadomestiti, pa otrok potem s časoma začne uredno tekoče brati. Veliko več težje, veliko več izzivov je pa lahko pri otroku recimo za specifične učne težave, govorno-jezikovne težave, motnje pozornosti, tudi recimo avtizem je tako motnje, ki vpliva na branje. Pri teh otrocih gre pa za to, da so določeni procesi, kako smo prej gledali v možganih, prihaja do določenih težav, zaradi česar pač obdelovanje teh slušnih in vidnih informacij poteka drugače, težje, otroci se težje zberejo in tudi je pa treba vseeno več podpore, pa več strokovne pomoči za to, da v bistvu otrok lahko se nauči brati. Poleg specifičnih učnih težav in disleksije, ki se jo bomo malo bolj potem dotaknili, bi mogoče na kratko samo povedala, da, ko sem že rekla, govorno-jezikovne težave zelo vplivajo, ko sem že večkrat omenila, težave za artikulacijo, strukturo stavka, vplivajo na to, kako se otrok začne uči brati, tudi motnje pozornosti, zaradi tega, ker ima otrok težave s pozornostjo, ima seveda težave tudi z usmerjanjem vidne pozornosti. In če te otroke opazujete, ko berejo, njihov pogled vaš čez bega po prostoru, vsak zvok jih zmoti, zelo težko nadzorujejo gibanje svojih oči, da bi enakomerno sledilo besedilu. Tako da motnje pozornosti zelo vplivajo na sam proces učenja branja, pa tudi recimo avtizem. Pri avtizmu imajo otroci pogosto težave z očesnim kontaktom, z vzdrževanjem vidne pozornosti, usmerjanjem vidne pozornosti, pa tudi potem z razumevanjem besedila. Mogoče tukaj
A ste tukaj tudi delate v šoli? Ja? Ok. Pri avtizmu je ponavadi velika težava predvsem z bralnim razumevanjem, pa tudi z samim razumevanjem, z motivacijo za branje. Otroci z avtizmom imajo zelo velikrat, ravno včeraj, a ne, je bil dan ozaveščanja o avtizmu, zato mogoče se nakratko še tega dotaknemo. Imajo pogosto težave z razumevanjem socialnih odnosov, razumevanjem govora, prenesenega pomena, a ne? In v bistvu, kaj je branje? Branje, tako kot sem rekla že na začetku, je razumevanje idej, ki jih je nekdo drug zapisal. Ko jaz pišem, izražam svoje lastne ideje. Ko jaz berem ideje nekoga drugega. A ne? In otroci z avtizmom imajo že pri govoru in težave s tem razumevanjem misli nekoga, razumevanjem misli, počutja nekoga drugega, enako se zgodi tudi pri branju. In zelo pogosto imajo težave tudi, da vse stvari razumejo zelo konkretno. Branje pa v resnici je dosta abstraktno. Recimo, pogosto so težave z branjem pri navodilih, pri testih, recimo, konkreten primer, se spomnim enega testa nedolgo nazaj, ko je pisalo, zamisli si, da boš prijatelj prodal svoje kolo. In otrok ima avtizem, ga lahko to totalno vrže iz tira, če pa jaz nočem prodati kolesa. Torej, v takih primerih je naša naloga, da besedilne naloge prilagodimo tako, da jih otrok lahko razumemo. On si ne more predstavljati, da je to samo navidezno. Ali pa se spomnim na NPZ-jih lani pri angleščini je bilo navodilo, to je tvoj prijatelj Marko, pa zraven slika, nekaj v tem stilu, opiši ga, kakšen on je. In pa če ni moj prijatelj, če ga jaz ne poznam, kako ne ga opišem, ker mogo si zamisliti neke fiksne ideje, kakšen ta, mislim, si izmisliti, kakšen ta otrok je. Ampak seveda to je lahko za otroka avtizmu velika težava, čeprav mogoče bi nalogo, če bi da drugače oblikovana znala rešiti. Tako da tukaj moramo biti pozorni tudi na to. Specifične učne težave, bomo pa malo več govorili o njih in predvsem o disleksiji. Verjetno veste, disleksija spada na specifične učne težave in opredelimo na podlagi težav, ki se pojavljajo pri učenju branja in pisanja. Kar najpogosteje opazimo, je, da ima otrok težave z učenjem branja, da je to branje počasnejše in da otrok menja črke. Ampak disleksija je v bistvu nevrofiziološko pogojena motnja, za katero so značilne težave na področju teh zaznavnih procesov, o katerih smo na začetku govorili, torej na področju fonološkega zavedanja in pa vidnega zaznavanja. V resnici točen izvor, iz kje disleksija izhaja, ni znan. Poznamo nekaj ključnih teorij, ali ena je naprimer fonološka teorija, ki pravi, da težave z branjem izhajajo iz primanjkljajev na področju fonološkega zavedanja, torej zaznavanja glasov. Potem imamo recimo vizualno teorijo, ki poudarja, da težave izhajajo iz zaznavanja vidnih reprezentacij, kot so recimo slike in potem tudi besede. Potem imamo recimo še teorijo dvojnega deficita, ki vključuje poleg fonološkega zavedanja še težave na področju priklica podatkov in pa še cerebralno teorijo, ki pa tudi govori, da gre tukaj za težave v obdelavi informacij, potem spodnje delo možganov in spomnjenju. Ampak zdaj vedno več raziskav kaže, da v bistvu gre pri večini otrok za kombinacijo vseh teh težav. Večina otrok ima disleksijo, ima tudi težave s fonološkim zavedanjem, zelo pogosto pa tudi z vidnim zaznavanjem. In posledično zaradi tega prihaja do tega, da branje počasneje napreduje, da otroci menjajo vidno podobne črke, a nekaj, če nimaš, kot smo rekli na začetku vidne orientacije, seveda tudi ne boš prepoznal črke v in d, potem vrstni red črk mešajo, zato ker njihove učke v bistvu ne sledijo, tako kot bi morali in pogledamo čez krače, posledično se vrstni red črkega beseda tako pomeša. Predvsem je značilno, da otroci črkujejo dlje časa, kot bi pričakovali, čeprav se včasih zgodi, da če ima otrok vizualne primanjkljaje, lahko prve faze branja tečejo zelo gladko, potem pa, ko mora preiti iz črkovanja na tekoče branje, se pa zatakne. In ti otroci zelo dolgo potem recimo črkujejo še v drugi triadi
pride do takega zelo hitrega čakovanja, če ste že kdaj slišali kakšnega otroka, ko v bistvu zelo hitro čakuje, v tako nižjem času zaznaš, da je recimo prisotno čakovanje, v resnici pa on ne zmore zaznavati nekih celot. Izpuščajo besede, mešajo besede, do ugibanja besed pride, to je tudi zaradi tega, ker oči ne sledijo enakomerno čez besedo in potem otrok zazna samo prvi del besede, konec pa ugiba, to je zelo pogosto znakana, da ima otrok na tem področju težave. Preskakovanje vrstic je prisotno, izpuščanje posameznih vrstic, to je spet povezano z vidnim sledenjem, ker učke ne morajo prihajati lepo iz ene v drugo vrstico. Pogosto tudi bralno razumevanje šibko, bodi si zaradi tega, ker je že sinteza šibka pri mlajših otrocih, ali pa enostavno zaradi tega, ker je takšen toliko velike energije otrok v bistvu vlaga za samo tehniko branja, da seveda mu ostane zelo malo kapacitete za to, da bi še razumel, kaj je prebral. To je nadgradnja. Bralno razumevanje je nadgradnja tehnike branja. In če ti je branje zahtevno, če toliko energije moraš vlagati tudi za posamezno črko, prepoznaš besede, prepoznaš, da oči sledijo, potem se vidi, da ne moraš zraven še razmišljati o tem, kaj si prebral. Bralno razumevanje je ena od tistih težav, ki v bistvu otroka zelo ovira v šoli. Celo veliko bolj kot to, da pač otrok slabo bere glasno, ga ovira tudi, da v bistvu ima težave s tem, da ne razume, kaj je prebral. In pogosto, kot sem rekla, imajo te otroci tudi šibko branje, samo podobo in pa odpor v branju, a ne zato, ker so neuspešni in nihče od nas ne mara preveč delati tistega, pri čemer ni najbolj uspešen. Ampak zdaj mogoče, ko smo šli skozi proces učenja branja, tudi lažje razumete, zakaj se toliko zatika pri samem branju, ker gre pri disleksiji za specifike in primanjkljaje na področju fonološkega zavedanja in primanjkljaje na področju vidnega zaznavanja, včasih kombinacijo, včasih samo nekaj od tega, ni pri vseh otrocih enako, to bi želela poudariti, nekateri otroci imajo res izrazite primanjkljaje na fonološkem zavedanju, pa nimajo vizualnih primanjkljajev. Medtem ko nekateri imajo samo vizualne primanjkljaje, pa nimajo fonoloških primanjkljajev, največ težav na otrocih imajo oba tipa primanjkljajev, tisti pa v bistvu se matrajo čez celoten proces učenja branja. Ti se tudi najpogosteje najhitreje prepoznajo. Kaj mogoče še zanimivo, da je prepoznanih več dečkov kot deklic. To je sicer tako, da je kar nekaj raziskav, ki je to zanimivo, zakaj se tako dogaja. Nekateri raziskave kažejo v smeri, da so ti procesi na vizualnem področju pa fonološkem pri dečkih nekoliko počasneje razvijajo in posledično seveda potem sam proces branja je toliko bolj zahteven za njih. Poleg tega pa ogromno raziskav potrjuje, zato da so dečki bolj vedenjsko problematični, so hitreje prepoznani in usmerjeni v diagnostiko. Se pa disleksija v tem pravilno 7% šolske populacije pojavlja. Zelo različno tudi je nekoliko povezano tudi same kulture okolja, kakšen je ta delež otrok in pa od izobrazbe staršev. Ampak je pa ne glede na jezik se podobno pojavlja. Če se zdaj spomnimo, če ima otrok težave na fonološkem zavedanju, se lahko zatakne že pri posameznih črkah, potem ne more združiti glasov, če ima težave z vidnim zaznavanjem, se pa ponavadi težave potem prehajajo na tekoče branje. Pojavljajo predvsem potem, ko mora on brati besedila in mora njegove oči slediti enakomerno besedilu od leve proti desni. Kaj nam pomaga razumeti disleksijo? Tudi na podlagi svoje, jaz sem tudi disleksijo, sem bila diagnosticirana do konec osnovne šole. Kaj je recimo zanimivo? Meni se zdi pomembno, da v starši kot učitelji vemo, da disleksija v resnici ne vpliva samo na branje. Branje je samo najbolj očitna težava, ki se pokaže, oziroma je najbolj moteča v šolskem okolju, ali pa največji izziv v šolskem okolju. V resnici te procesi, ki so v zadnji, ki sem jih prej omenila na fonološkem področju in vizualnem področju, vplivajo na celotno funkcioniranje posameznika. Ko voziš avto, kaj moraš ves čas? A veste, kakšne težave imam jaz s tem, da če mi nekdo reče čez 3 križišča, da mi desno.
jaz bom šla tako desno. Ta orientacija v prostoru je pogosto težava pri recimo vožnji avtomobila, težave recimo s fonološkim zavedanjem, kot je nekdo po telefonu nekaj recimo hoče povedati pri pri odraslih recimo, še vedno se lahko pojavljajo težave, da ti težko slišiš to zaboleti glasov, ki ti ga je nekdo povedal, ti mora večkrat ponoviti, težave se lahko pojavljajo tudi ne samo pri branju, danes smo skoncentrirani na branje, ampak v resnici tudi pri pisanju, ker pisanje je v bistvu na nek način nasproten proces učenja branja. Pri branju se stavljaš skupaj, pri pisanju moraš pa ti v bistvu razdeljevati in spraviti to na papir in otroci, ki imajo težave z branjem, imajo zelo pogosto enako težave z pisanjem, izpuščajo posamezne črke, ker pač analiza besed ni ustrezna, prihaja do menjav črk, se težje zapomnijo povezave med črki in glasovi, enako pri pisanju kot pri branju, tako da sta v bistvu na obeh področjih prihaja do težav. Poleg tega so pogosto težave tudi z delovnim spominom in priklicom podatkov. Kaj pomeni priklic podatkov? To pomeni, mi imamo kratkoročni spomin, pa dolgoročni spomin. V dolgoročnem spominu imate shranjene tisto, kar se vam je pred časom zgodilo, pa vse znanje, ki je v bistvu avtomatizirano, poštevanka na primer. V delovnem spominu pač imate pa informacije, ki jih zdaj slišite od mene in tam ljudje približno 7 informacij lahko zadržimo na enkrat v delovnem spominu. Vi se še malo spomnite, kaj sem rekla par besed nazaj, ampak zato, da bi se spomnili, kaj sem povedala na začetku, bi pa mogli že malo razmisliti. Če vam bi naštela zaporedi nekaj številk, telefonsko številko, do 7 si jih nekako odrasla oseba, ki lahko zapomne in jih drži v delovnem spominu. Ampak če vas jaz to vprašam, čez 10 minut, če ne boste zavestno se trudili te številke zapomniti, bo šla. Pomeni, da podatek se ni prenesel iz kratkoročnega spomina v dolgoročni spomin. Priklic podatka pa pomeni, da mi uspemo neko informacijo, ki smo se jo že naučili, ki je bila prenešena v dolgoročni spomin, jaz rečem temu kot en ribič, v bistvu pripeljati nazaj na površje. Recimo, tem otrokom se zelo pogosto pojavlja, da se naučijo poštevanko, matematična dejstva in postopki so pogosto težave pri otroci z disleksijo, se poskušajo, se naučijo, se zapomnejo, ampak ko so v neki stresni situaciji, tega podatka ne bojo mogli priklicati nazaj v delovni spomin. To je povezano s tem, da se pri osebah z disleksijo informacije malo na drugačen način skladujejo v možganih, ko se pri neurotipičnih osebah. Jaz se to predstavljam, da imajo večina ljudi v glavi, veste tiste stare omare za zdravila, tisti kabineti veliki, ki so imeli drobne predalčke, ali pa tiste škatle za urode, za šravke. Pri neurotipičnih ljudeh se načeloma informacije po nekem ključu shranjujejo v te predalčke, podobne informacije grejo skupaj in potem, ko se poskušate nekaj spomniti, seveda karikiramo, odprete predalček in potegnete ven to informacijo, date delovni spomin in potem jo spustite in se nazaj skladite. Medtem, ko si jaz predstavljam svoje možgane, kot govorim z otroki, je pri osebno disleksijo se pa te informacije večjo kot eno vrečo. In vse je skupaj en mušter v tiste vreči in seveda je potem ta podatek veliko težje preklicati. Ponavadi otrokom lahko pomagamo z učenjem različnih tehnik asociacij. Recimo, jaz se vam marsikaj zapomnim, ampak mora biti glava neka slika. Ta slika je v bistvu potem ključ, da se podatek prikliče. Včasih so to pesmice, ki imajo vsako tako nekaj drugega, ampak zelo pogosto so prisotne težave z pomnenjem in priklicem podatkov, kar seveda zelo vpliva na učno uspešnost. To verjetno je precej logično, nekaj, če se ti na testu ne spomniš, kaj se včeraj ali predvčeraj naučil, seveda boš težko dobro pisati. Poleg tega, kot sem že rekla, so pogosto težave z orientacijo na sebi, v prostoru, na listu, z izvršilnimi funkcijami. Izvršilne funkcije nam omogočajo organizacijo, to, da mi neko delo začnemo in končamo, samo podobo, motivacijo in pa pač ti otroci imajo veliko manj branjih izkušenj. In vse to skupaj pač seveda negativno vpliva na otrokovo učno uspešnost in njegovo celotno samopodobo. Se mi zdi pomembno, da vemo, ko delamo z otroki, da dejansko disleksija vpliva na več kot le samo na branje.
Zdaj pa kako lahko otroku z disleksijo sploh pomagamo. Prva stvar, ki je zelo pomembna in vas res nagovarjam na vse, ki pomagate otroku, ki ima težave z branjem, imate malo otroku, ki ima težave z branjem, da najprej pogledate, katerih predbranih spretnosti otrok ni usvojil. Ali ima sploh razvito fonološko zavedanje. Ali zdaj, kako se mu zgodil tudi otrok v 5. razredu, ker nima sinteze glasov, ko ne zna združevati glasov, ali pa ima težave z postavljanjem poslov, a ne to razvidno meditacijo, ali pa zelo pogosto uči ne sledijo, njegov pogled gre takole. Sploh ne more slediti nadmerno, recimo premikajočemu predmetu. Torej, da ko imamo otroka, ko ima težave, vse pogleda, kje so te predbranje veščine in se jih potem tudi izoliramo med branjem. To pomeni, da se jih uri z vajanjem, kot tukaj notri nekaj vizualnih vaj, ampak še z vajanjem fonološkega zavedanja, da se te predbranje veščine izurijo, zato da v bistvu vsaj temelje postavijo, da bo ta proces potem lahko kar toliko lažje tekel. Kar je še zelo pomembno, da ko ima otrok težave z branjem, prilagajamo zahtevnost besedila, ki ga otrok bere, ne samo v smislu zahtevnosti besedila besedišča, ampak tudi samega besedila. Naprimer, če bomo dali otroku, ki ima disleksijo, pa to še ni najbolj tak primer, ampak recimo knjigo, ki je zelo popisana, bo seveda ne bo motiviran za branje, če pa mu damo mogoče tole, ki ima malo manj, ali pa naprimer malo boljše je. So še bolj igrane, si v knjižnici imajo ponavadi, imate tudi pri vas za malo lažje branje na kupu knjige, ampak znajo se v knjižničarki usmeriti na te knjige, ki imajo malo manj teksta na posamezni strani. Ker kaj se pogosto zgodi? To so otroci, recimo otrok ima disleksijo, ponavadi pride na to stopnjo branja kasneje kot njegovi sovrstniki. Posledično seveda ga usmerjamo vse čas na neke otroške slikanice, ki so primerne, ampak otrok je enkrat v 5. razredu ne bo več motiviran za branje slikanice. On si želi tako kot njegovi sovrstniki brati v bistvu knjige. Ampak zdaj je že kar nekaj knjig, ki so prilagojene, da imajo bolj enostavno besedilo, manj besed na strani, naprimer Anica je taka, vse tiste knjige o pesem so take, da so recimo malo manj teksta na strani, pa tudi veliko naslovov, tudi zdaj že recimo za dečke, tudi takih malo mogoče za starejše, ki imajo radi fantazijske, ampak vse drugi, a vidite razliko? In s tem v bistvu otroka motiviramo za branje, otroci so želijo biti enaki kot sovrstniki in zato je fino, da prilagajamo tudi zahtevnost besedila, ki ga otrok bere. Hkrati pa to je pomembno, da smo pri otroci disleksijo pozorni tudi na to, kakšna je podlaga, na kateri bere. Zelo pogosto imamo težave s tem črno-belim kontrastom in potem težje prepoznavamo črke, sploh kadar gre za bleščeč papir. Tukaj, če pogledate naslovnico, kaj je taka, to je lahko zelo moteče. Zdaj je zavita v folijo, je lahko besedila notri so pa na mati papirju. Tako da to je ena stvar, na katero ste že lahko zelo pozorni. Jaz še vedno ne maram bolj iskreno iz strani, ko se svetijo in posegam po knjigah oziroma zgodno priznam, najreverem nabrali, ker si pač lahko uravnavaš to kontrast, tako kot želiš. Tako da tudi na podlago smo pozorni, pa tudi na same črke v besedilu, ali pa sem vam prikazala pisave. Nekatere pisave so bolj enostavno za prepoznavanje in imajo recimo ta osnovni A, ki se ga učimo v 1. in 3. razredu, nekatere imajo pa ta A, ki ima v bistvu še spodnji prepuščak in je potem enako s E. Tako da s pisavo lahko tudi precej olajšamo branje. Kaj je še pomembno, ko beremo, da gradivo prilagajamo otrokovim interesom. To so otroci, ki imajo že tako težave z branjem, niso motivirani za branje, potem pa recimo še zberemo neko besedilo, ki jih pa sploh ne zanima. V bistvu pri teh otrocih moramo biti res pozorni, da zbiramo besedila na teme, ki so za njih zanimive. In ko jih popravljamo, to me največkrat starši sprašujejo, kaj pa naj naredim, v bistvu, če vsaka druga beseda prebrala ne bo, vsake druge črki je neka težava. Jaz vedno staršem predlagam, da se pri določenem obdobju osredotočimo na en tip napak naenkrat. Torej, če vidimo, da ima naprimer otrok največ težav z dvoji pa doji, se
se v določenem časovnem obdobju usmerimo samo na popravljanje VJVD-ov in še to pazimo, na kakšen način to popravljamo. V smislu, da ne rečemo, joj, zakaj se to narobe prebral, ampak da enostavno samo modeliramo besedo, prevedemo še enkrat, da vidimo to čisto dovolj. Pokažemo s prstom, ne vem, da ni Barbara, ampak je Barbara. Nič drugega v bistvu ni potrebno in se osredotočamo na en tip napak enkrat. Če misli kdo, vaš čas vsako besedo, ki jo preberemo, popravlja, kdo bi hotel vrti. Čisto logično, da boš imel odpor do branja, če v bistvu je vse narobe. Tako da smo pozorni tudi na to, da poskušamo otroku pomagati, da se izboljša njegova motivacija za branje in da pomaga odpor do branja. Včasih je potrebno staršem svetovati, da naredijo tudi pauzo od branja. Včasih se starši zelo zapletemo v to, da hočemo pomagati na vsak način in veliko časa posvetimo branju. Jaz vem, da se včasih tudi celotna družinska dinamika vrti okrog otroka, ki ima specifične učne težave in včasih je ta pritisk toliko velik, da otrok tega ne zmore in ima tudi zaradi tega odpor do branja in je včasih boljše, da se naredi malo premora, malo pauza za takšen dan, potem pa se začne od začetka. In jaz pravim vedno staršem boljše, da se vadi manj, pa pogosteje. Se mi zdi za otroka, včasih rečemo vaditi 10 minut na dan. 10 minut glasnega branja. Le ste vi na zadnje 10 minut glasno brali, razen tisti, ki začeli delati pravljice. 10 minut glasno brati. Ti bereš glasno 10 minut? Prav, odlično. Včasih je lahko zelo težko 10 minut glasno brati. Tako da pri otrocih, ki imajo težave, je smiselno to vajo skrajšati in ta je pogostejša. Krajši, dvakrat dan en stavek prebere ali pa 2 stavka, kot da se muči in veste, kako je s trajanjem branja se število napak pri otrocih disleksijo vedno povečuje. Torej, dlje časa, kot otrok bere, več težav dela pri branju in več napak dela pri branju in posledično se s neustrezna tehnika branja, ko je utrujen, samo še utrjuje. Tako da ob tem vas vse spodbujam, da imate pri tudi bralno razumevanje, sočasno s tem, ko se uči brati. To pomeni, da prebere besedo, vam pove, kaj je prebral. Da ga tudi vprašate, pa ti veš to, kaj to je, kater predmet je, ne samo da pove, kaj je prebral, ampak da tudi vprašate, ti pa lahko to najdeš. Kje pa imam jaz, recimo, če imam neke gospodinske pripomočke, ki jih bere, ali pa bere nekaj v vrtu, da mi pač razloži, kaj je prebral. Ni vedno treba, da je to samo vnova, lahko ga vprašate, kje v stanovanju bi lahko to najdu, o čemer si bral, a ne kakšna taka malo zabavna vprašanja, zato da spodbujamo bralno razumevanje. Hkrati ob tem, ko urimo primanjkljaje na teh področjih, kjer so težave, pa seveda je smiselno, da uporabimo tudi kompenzacijske strategije. Ne bi smemo pa se osredotočiti samo na kompenzacijske strategije, brez da se v bistvu urimo pred bralne spretnosti. Kompenzacijske strategije, to s tem reče, to so eni uvinki, ki jih uporabljamo, zato da si pomagamo, zato da recimo lažje naše oči sledimo. Naprimer, tako da je bralna rupica, branje s prstom, da damo papir pod besedilo, zato s tem olajšamo, da otrokove oči lažje sledijo, da se manj izgublja v vrsticah, posledično zmanjšamo količino napora, ko jo morajo vlagati v branje in mi tudi branje razumevanje ponovno boljše. In pa, da če imamo le možnost, da v določenih situacijah seveda tudi prilagajamo besedilo. Ogromno raziskav, če pogledate na tem področju narejenih, da nekatere pisave vseeno malenkost olajšajo branje, tukaj ne gre za čudežne rešitve, v smislu, da bom jaz spremenila pisavo, ko bo otrok tekoče bral. Tukaj gre samo v bistvu, da recimo, ko otrok piše test, ki zmanjšamo malenkost, vsaj tisti napor, ki ga mora on vlagati v branje. Pa ne samo oblika pisave, na to vplivajo tudi razmaki med posameznimi črkami, med posameznimi besedami in med vrsticami. S tem, da morate biti pozorni, paziti, da vse skupaj ni pretirano povečano, da potem ne zahteva včasih, mi učitelji radi pomagajo, da dajo kar na A3 tekst, ampak veste, kako je potem sledenje zahtevno, če boš ti v bistvu čez celo
celoten list slediti, a ne, to včasih lahko potem še težje, a ne, tako da najbolj ne bi pomagali take majhne povečave za eno številko, dve številki fonda, ne, recimo prilagajne pisave, najbolj taka prijazna Essential Gothic od teh pisav, ki so odvorno dosegljive, pa se najbolj enostavno spremeni, in pa tudi pač razmak med vrsticami, pri čemer spet pazimo, da ni razmak tak, ker potem je prehajanje spet lahko zelo zahtevno, ampak da je dovolj povečan, pa tudi razmak med črkami. Otroci s disleksijo najtežje berejo črke, ki so skupaj stisnjene in pa potem, ko so še ležeče. Kadar imaš težave s tem, da razločuješ med seboj črke, bolj kot so skupaj, težje, ko so zločeval vse logično. Tako da prilagajne pisave je ena taka strategija, ki lahko olajša recimo pisanje testov in pa branje. Ne smemo pa pozabiti, da se mora otrok kljub temu uriti tudi v branju različnih pisav. Skozi učenje branja je izrednega pomena, da se mi naučimo brati vse pisave, različne pisave, ampak je fino, da je to izolirano, nepovezano takrat, ko je on neko znanje izkazal. Zdaj bi vam podala samo še nekaj takih osnovnih strategij za urjanje branja v domačem okolju, enako lahko uporabljate tudi učitelji, ko delate recimo individualno z otrokom ali na dopolnilno. Zelo fajna strategija je skupno branje. To pomeni, da mi pa z otrokom istočasno beremo isto besedilo. Torej jaz berem, bil je čudovit dan. To je otrok pa bere z mano na glas isti kos besedila istočasno. S tem v bistvu sem jaz otroku model tekočega branja, kako hitro mora on prehajati z črke na črko, kako hitro v bistvu mora prehajati skozi besedilo, na kakšen način se artikulirajo besede, na kakšen način se izgovarjajo besede, ki se preberejo drugače, kot se zapišejo. Ta tehnika skupnega branja je lahko zelo učinkovita, predvsem za otroke, ki imajo težave s tem prehajanjem na branje vizualnih, teh manjših vizualnih enot. Torej, da ostajajo načrtovani. Potem je zelo učinkovito tudi, da je večkratno branje istega besedila. To pomeni, da otrok, kot boste videli v vseh obeh priročnikih, je ta tehnika upravljena, otrok dvakrat prebere isto besedilo. Zakaj? Zato, ker v drugem branju se on uni v tem, da besede prepoznava kot celote. Pri prvem branju se ponavadi matra, ko gre skozi besede, pri drugem branju pa določene besede že prepozna, jih je že enkrat prebral in posledično s tem uri tehniko branja in prehod na tekoče branje. Drugi vidik tega je, da je seveda drugo branje boljše in večina otrok je toliko srečnih, ko nekaj malo boljš prebere. Res. Zato, če imate otroka s težavami, je boljše, kot da daljši tekst prebere, da isti tekst, krajši tekst prebere dvakrat. To lahko zelo izboljša tehniko branja in pa tudi otrokovo motivacijo za branje. Res, ko otroci pravijo, pa se ne znam. Potem, zelo pomembno, da branje poteka v nekem mirnem, v nekem prijetnem vzdušju, ker samo, ko se mi počutimo dobro, ko se počutimo prijetno, se lahko učimo. Noben se od nas se ne uči takrat, ko je pod stresom. Takrat v bistvu samo robamo, da gre stvar mimo. A ste že pazili otroke, kdaj, ko smo tako, ste pa boš problem, mislim, sem čakala, da bom dala kjer. Tako da branje mora potekati v čim bolj mirnem vzdušju, zato da se bo otrok učil, da bo lahko napredoval. Poleg tega je pa pomembno tudi, da poskušamo, da branje ni samo tista gola vaja, ampak da poskušamo branje vsakdanje življenje vključiti. Mi glede otroka lažje nahicamo, da prebere neke kratke posamezne besede, prebere nek seznam za trgovino, če mu jaz rečem, da bo 10 minut se dela, pa boš 10 minut prav, če ima odpor do branja, seveda ponavadi se otroci uprejo, pa ne želijo sodelovati. Včasih si ga pa veliko lažje s kakšnimi družabnimi igrami, kjer vključimo, za vsako kocko, preden vržeš prebereš eno besedo. Sploh v začetnih fazah branja je fino in mogoče malo tudi nahicati na tak način, zato da izboljšamo njihovo motivacijo za branje. Posebej, ko imamo otroke s specifičnimi učnimi težavami, veste, kako je ponavadi v teh knjigah, recimo 5 prijateljev, ki za tam 5 razred radi berijo. A veste, kje se začne zgodba dogajati? Šele tam, ko nekje drugo, tretje poglavje. In ti otroci se ponavadi
ponavadi komaj prebijajo čez prvo poglavje, takrat se še nič ne dogaja in to je motivacija za branje in pade. Zato zelo fajn, če skupaj z njim na glas preverimo mogoče prvi, dve poglavje, tri poglavje, takrat se začne dogajati, da ne pa damo knjigo v roko. A ne, ki ga bo veliko bolj veliko pri prva začetka. In to je še en tak preprost trik, ki vam pomaga, da otroka pripravimo do tega, da bo več bral. Tako da to so vse ene strategije, ki jih lahko pravimo, zato da mu pomagamo, da mogoče se po njih njegovo branje počasi izboljšamo. Predvsem pa moramo biti res pozorni tudi na njegovo samopodobo, a ne. Otroci, ki imajo disleksijo, pa splošno vsi otroci, ki imajo v šoli težave. Naš sistem je tako narejen, da se otroci identificirajo s svojimi ocenami. Takšna kot je ocena, tako se otrok počuti, tako dober sem. In veliko otrok ima občutek, da ocene določijo njihovo osebno vrednost. In kadar ima otrok težave, je seveda to zelo težko. In sploh preden so težave prepoznane, preden otrok ve, da ima disleksijo, kaj mislite, da otrok razmišlja? Jaz sem neumnost. Ker ne more razumeti, disleksija je sploh taka specifična stvar, pri kateri ponavadi prihaja do velikega razkoraka med nekimi osnovnimi šolskimi veščinami, pa neko splošno poučenostjo, pa splošnim znanjem. In jaz osebno sem imela velike težave s tem, da nisem mogla razumeti, kako je možno, da jaz lahko neko kompleksno učno vsebino po matematiki razumem boljše kot recimo moja sošolka, ampak na glas pa raje ne bi brala, ker delam to napak. Ali pa se vedno zmotim pri osnovnem računanju do 20. To je zelo težko, kot otrok razumeš, kaj se v bistvu dogaja. Imaš občutek, da je nekaj staro narobe, da v bistvu ne zmoreš enih stvari, ki so res najbolj osnovne osvojiti. Tako da ta samopodoba se mi zdi, da je lahko pri teh otrocih zelo šibka, tudi v praksi to vidim, in se potem to kaže pri dečkih pogosto z nekim motečim vedenjem, ki pač iščejo druge načine, da bi se potrdili. Pri deklice se pa pogosto zapirajo vase. Niso stvari črno-bele, oboje se lahko dogaja seveda pri obeh spolih, ampak težave na področju usvajanja osnovnih šolskih veščin vplivajo na celotno samopodobo in moramo biti na to tudi pozorni. In potem, ko otrok recimo gre čez postopek usmerjanja, je diagnosticiran, se prepozna, da ima disleksijo, je zelo pomembno, da jih učimo tudi samozagovorništva, pa samozavedanja v smislu, ja, jaz imam to težavo, ampak če bom toliko pa toliko vlagal, če bom na drugačen način se poskušal, če bom imel support, pa zmoram enako kot vsi ostali. In da se v bistvu otroci s časoma naučijo tudi sami to besedati, pa povedati, kje je njihova težava, zato ker v starejši, ko so konec osnovne šole, je zelo pomembno, da znajo tudi sami skomunicirati in okoliti stvari, ker v resnici te težave ustrajajo. V resnici je tako, včasih me vprašajo, kako pa je z disleksijo pri odraslih. Na splošno raziskave kažejo, da bralci transparentnih jezikov, kot je slovenščina, načeloma se naučijo tukaj v redu brati, ne glede na to, da imajo disleksijo. Pri bralcih netransparentnih jezikov pa lahko kompleksne težave z branjem, zato ker je branje tako zahtevno ustrajajo celo življenje. Ampak hkrati kažejo tudi, da pride pa pri odraslih osebah z disleksijo v ospredje vse ostale težave, ki sem jih prej naštela, se jih spomnite, ali z orientacijo, z organizacijo, pridejo pa v ospredje in v bistvu vplivajo na celotno funkcioniranje posameznika. Jaz moram še zdaj prositi svojo sodelavko, recimo, če pošiljam neke uradne dokumente, na Zavod za šolstvo, vedno prosim nekoga za vsak slučaj, da to za mano prebere. Ampak jaz moram se zavedati tega, da je to pač moja težava in reči, ok, jaz sem močna na enih področjih, ti si pa na tem področju, lahko prosim pomagaš. Ampak osnova tega je v bistvu samo zavedanje, pa tudi dobra samopodoba, da se ti upaš v bistvu to izpostaviti, pa prosi za pomoč. Tako da, če imate doma otroka, ki ima specifične učne težave, je zelo pomembno, da poleg šole ima tudi druga področja, na katerih je pa močan, na katerih je uspešen, vzamemo tudi recimo ples, za nekoga je lahko nek drug šport, ampak ali pa risanje, ali pa karkoli. Zelo pomembno je, včasih starši rečejo, da bojo zaradi tega, ker ima otrok težave, pa se mora tudi učiti popoldne, bojo začeli spuščati recimo krožke ali pa nek šport, v katerem je dobro. Ne, to je ravno nasprotno od tega, kar si želimo. Mi moramo ohraniti področja, v katerih je otrok dober pa uspešen, zato da ne bo doživljal lastne vrednosti samo na podlagi svojih ocen. Tako da, zdaj se mi zdi, da smo nekako
naredili cel cikl. Upam, da vam je malo bolj jasno, kako poteka proces učenja branja, da ste dobili informacije o tem, da ste dobili tudi nekaj napotkov za delo z otroki, ki imajo težave na področju učenja branja in da vam razumevanje procesa učenja branja olajša tudi razumevanje otrok, ki imajo recimo specifične učne težave in disleksijo. Tako da hvala vam za pozornost. A ima kdo slučajno kakšno vprašanje v zvezi z branjem in disleksijo, če me koliko bi me račete vprašal? Potem pa najlepša hvala za pozornost.